Naše glavno orodje za napovedovanje pretokov oziroma količinskega stanja rek je naš hidrološki prognostični sistem in nekako rezultati tega hidrološko-hidrodinamičnega sistema nam potem podajo oceno količinskega stanja. Vendar glavno nalogo pri tem ima še zmeraj hidrolog-prognostik, ki strokovno oceni izračune samega hidrološkega modela in na podlagi svojih izkušenj interpretira najverjetnejši razvoj razmer. Podnebne spremembe že in še bodo vplivale na naše vreme in na naše hidrološke razmere. Eden izmed pogojev, ob katerih so nastale tokratne poplave, je bilo tudi zelo izrazito toplo morje in v prihodnosti lahko pričakujemo potem tudi bolj intenzivno vremensko dogajanje oziroma bodo dogodki, ki so bili prej morda značilni samo za jesensko obdobje, potem tudi pogostejši v poletnem ali pa v zimskem obdobju. Vsekakor pa je potrebno tudi se spomniti še lanskoletne suše, ki je tudi eden izmed vzorcev, tako da tudi tovrstne spremembe z bolj intenzivno vročino in pa z daljšimi suhimi obdobji je za pričakovati. Tako da gre za po eni strani ekstremne razmere povezane s preveč, kot pa tudi z premalo vode.